Mene se prosi, da ti predstavimo en jadralni dogodek, ki sem jo pred kratkim. Je bilo malo nenavadno, da se je presenetilo in je nekaj novega. Namreč srečali smo se z zaledenitvijo jadralnega letala in to do take mere, da je vodilo do drastičnega poslabšanja performans letala in je vodilo do prisilni izven letališki pristanek. V Aeroklubu Ptuj imamo tako od večina klubov v času zimske sezone, imamo osvežitvena predavanja in eno izmed teh predavanj imamo pri nas tudi priprava na sezono in izven letališki pristanki, kjer malo ponovimo, kako se pripravimo glede vremena, glede časa in gremo skozi tehnike izven letaliških pristankov. Na koncu pa predstavimo vse izven letališke pristanke, ki so v tisti sezoni bili. Lani smo jih imeli v Ptuju 7, tako da je bilo letošnje predavanje zelo zanimivo. Smo pa na Ptuju tako pridni, da smo en izven letališki pristanek pridelali tudi že kar v tej sezoni in ker je pač ta pristanek bil vseeno malo nekaj naukov v sebi, smo ga obravnavali že tudi kar letosno predavanje. Če malo predstavim let, 12. januara se je pojavila severna situacija, to je na Štajerskem veliki praznik, se vidite po OGN-ju, za Mariborčane to oni okupirajo Pohorje. Na Ptuju pa se pač trudimo, da bi pač tudi to malo popularizirali. Sami veste, da se nas obsega večino v zraku, ampak v klubu pa probamo to pozitivno klimo tudi prenašati naprej. Zato imamo letalo DG500, ki ga koristimo in smo ga tudi v tem letu uporabili. Zdaj, ta dan je bila, tako kot se neko severna situacija. Veter se je relativno pozno začel, tako da se nam ni vodilo, tako da je bil namen je bil jadranje. Letela smo z Damjanom Adamom, ki smo na enih izmed predhodnih severnih situacij pristala v Avstriji v Ledenicem in smo šla takrat na popravni izpit, da popravimo vtis in nam ni uspel. Tako da iz tega se vidi, pač šlep je bil na Pohorje precej visoko, zato ker razmere nismo vedeli, če držijo ali ne. Potem je bilo pač jadranje tako rutinsko, bolj pa vidimo v bistvu hektično izgubo višine in potem izven letališki pristanek. Marsikdo, ki je to videl na OGN ali pa se spremljal, je bilo malo, niso vedeli, zakaj se gre. Bom tako ob slikah malo pokomentiral, hitro bom šli čez evo, zato ker je pač bilo namen jadranje, se nam ni vodilo, smo letalo sestavili zjutraj. Zjutraj ni bilo vetra, tako da smo lepo to miro upravili. V Ptuju imamo vsa jadralna letala čez zimo spravljena v vozovih, tako da moramo letala pred letenjem sestaviti in po letenju razstaviti. To je v takem mrzlem dnevu, moram reči, da rabiš kar fejst močno voljo, da se tega lotiš. Oddali smo flight plan, kar se tudi pokazala kot dobra praksa za jadralno letenje, ker nam omogoča ful lažjo komunikacijo z kontrolo, tudi kontrola z nami je veliko lažje, ker ima vse podatke od nas. Pričakovali smo nizke temperature, teda smo se dobro pripravili. Pošlepalo da je ultra lahko letalo, se sem rekel precej visoko. Štartali smo nekje krati z mariborskimi prijatelji, nekje okoli 12, ker ni bilo vetra. Tudi tu nismo bili še čisto ziher, tako da smo malo tipali po padini, smo se malo podružili. In potem smo se z Damjanom odpravila naprej po Pohorju, tako da smo letela tu nekje med Roglo pa Kopami, smo se zadrževala. Vreme je bilo tudi dobro za jadranje. Najina želja tisti dan je bila v bistvu, da če bi bilo res vse v redu, bi mogoče nadaljevala let, mogoče tam do stola, maksimalno, vse lepo varno, pa se potem vrnemo, nismo imela res nobenih divjih namenov, ampak ker nismo imela podatkov o vetru, kak je naprej, če smo gledala dim v dolini, tudi v Slovenjgraški kotlini, je bilo videti bonaca, kar me je skrbelo. Tudi sam že imam izkušnje iz tega, da ko enkrat padeš pod vetrno mejo, da je pač jadralnega dneva konec. Zato smo raje previdno ostala na Pohorju, tu smo jadrala. Bilo je zelo hladno, -18 je bilo večino časa. Jaz sem sicer večkrat preverjal z vprašanjem, ker DG500 ima termometer samo v sprednji kabini in sem vsake toliko, ko sem ga vprašal Damjana naprej, koliko je zdaj temperatura, mi je vedno rekel -18, tako da lahko da se zataknilo, lahko pa da je pač se spreminjala vlaga, pa je pač to vplivalo na občutek mraza, je pa bilo zelo hladno.
Na Pohorju gor se je naredila ena kapa, se je skazalo za v bistvu valovni oblak, spodaj so bili taki rotorni oblaki. V senci tega oblaka je bilo precej hladno in pač v dvosedu se lahko igraš tudi malo za spremljanjem ostalega prometa in SkySight napovedi, kjer je kazalo, da bi naj na dolinu bil val, ker smo bila itak na Jadranju, ampak je že to trajalo skoraj 4 ure, smo šla tudi to probat, je delovalo, smo prišli na rob te kape, smo dobili val, smo nekaj gor. Tam smo dobili na najno presenečenje tudi traffic information za igrilico, bil je Bernard, da smo se uspeli srečati na tistem njegovem letu. Bernard je tisti dan štartil zgodaj zjutraj iz Postojne, je letel do Zadra in potem smo se srečali na Pohorju. Zelo tako prijetna izkušnja, tudi kontrola nam je pustila tako kratko komunikacijo, da smo lahko malo se pozdravili. V bistvu, evo, vse je bilo zelo lepo, taki čisto užitkarski polet. Se je tu pa tam malo nabralo nekaj leda na krilu, kar vsi, ki smo leteli že v takih zimskih časih, se to, pač smo že tega tudi malo navajeni. Ta let je se pojavil, pa je počasi malo zginil. Tako, če smo se malo na sonce postavili, je ta let začel zginjati. Če smo bila v senci, pa se je malo začel nabirati. To smo malo kasneje potem videla. In ura je že bila tam nekje proti 3. popoldan, kar je kazalo, da bomo počasi se pripravljali na povratek. Idejo smo imela, da še enkrat putnemo na Valo in se potem počasi peljemo proti Ptuju, ker smo vedeli, da ne čaka še planiran let. Želela smo priti pravočasno domov, da bomo še presvetljen razstavila. In pri tem drugem spenjanju je bil ta lečasti oblak gor, malo bolj se raztegnil, tako da smo morali iti malo dalje v dolino, malo desno. Bil je tudi precej bolj videl, tako da, ko smo se vzpenjali na robo, smo bila v senci, obrnjena na stran od sonca. In na kar opažamo, da je letalo vedno bolj ledenelo. Na začetku smo se še malo pohecala, da še malo pa smo lahko naredila snežaka, na kar smo vseeno videli, da tega leda res že malo dosti. In smo se odločili, da raje zapustimo dviganje in da gremo iz tiste sence na sonce, da gremo odtaliti letalo, potem pa bi šla domov. In ko smo se peljala, zato je bilo tudi na leto, mogoče malo ni logično, smo se ne predpeljala pred Slovengradco, ampak to je bilo zato, ker smo se peljala na sonce, da bi odtalila krila. Šlo je fejs dol in v bistvu v tistem štiti nismo vedela, v kakih težavah smo. Evo, to je slika zaledenelega krila, pa ni slika takrat, ko je že bilo še bolj zaledenelo, zato ker takrat ni bilo časa za slikati. Performanse letala so se bistveno poslabšale. V bistvu je bilo tako, da ko smo videli, da gre dol, smo rekli, ok, gremo mi dva proti Mariboru. Smo rekli, ok, imamo Mariboru alternativo. Oziroma tako, najprej smo hoteli iti domov, pa smo videli to, da gre, če bo šlo tako dol, ok, bomo šla pa v Maribor pristajati. Maribor smo imeli za alternativo. V parih sekundah smo videli, da tudi Maribor ne bomo dosegla. In v bistvu je bilo Lorenz edini izhod v sili v tistem trenutku. Bom rekel tudi tako, da tudi Lorenz je bil nekaj časa tako po občutku slabo dosegljiv, zaradi tega, ker tiste smreke v Pohorja so samo lezle gor, mi dva smo lezla dol, letalo je bilo zelo tromo, spremenilo je zvok, tako da nisem upal biti prepočasi, ne prehitro. Več čas je imelo tendenco, da bi dvignilo nos, tako da spomnim se tudi, da sem mogel palce kar precej prišati naprej, tako da zanima, ali to je bila kriva aerodinamika ali je bilo toliko teže leda, ker koliko smo računala po površini aviona, pa to načeloma težo naj ne bi bila kritična, ki bi naj prevagala, ampak vseeno pač letalo je bilo v takem položaju, se je kar precej hitro spuščalo, tako da je, bom rekel, da je situacija postala zelo resna, tako v zelo kratkem času. Smo letela proti Lorencu, tik pred Lorencem je bilo še tako, da je bil en greben na leto OLC, po Naugen ali pa po analizi leta, so malo slabši vidi, ampak v praksi je pa to bilo tako, da je bil tisti en greben hudičevo visok. Zdelo se nam je, da če bomo šla okrog, ne bomo dosegla Lorenca, če pa bomo šla čez, bomo pa nasedla, da smo pol obrala tak en kompromis. In ko smo čez tisto rebro prišla, pa zagledala Lorenc, se nam je v bistvu odvalil veliki del skale znajo dveh. Hkrati, ko smo preletela tisti greben,
bom rekel tako, sem tudi opazil, da je letalo postajalo vedno bolj živo, vedno bolj začelo leteče, prej je bilo v bistvu, da je letalo tako se pozibavalo, pa se spuščalo. Je tu nekaj postalo upravljivo, začelo leteti, se pravim, zato smo se probali tu zapeljati po severnih grebenih, čeprav smo v dolini videli, da ni vetra, tako da je bilo jasno, da je jadranje konec, ampak kljub temu, bom rekel tako, no, jaz sem v tem trenutku bil zelo, zelo srečna oseba, teren sem poznal, ki sem tu že pristal in tudi tu je bil teren v dosegu, letalo se otalilo. Je me bilo malo še, sem imel pomisle, kak je z zavorami, to je še bil edini strah, ki sem ga imel, tako da tu smo mi dva uporabljali tisto proceduro z Nove Zelandije. Ko smo prišli v zono terena, sem izvlekel zavore, zato ker me pač zanimalo, da niso primrznile. Če gledamo situacijo, tisto sliko prej, ko so bila krila čisto poledenela, bom rekel tako, sem s takim poledenelim letalom priletel na to področje, sem imel malo pomisleka v naslednjem trenutku, kako bomo s takim letalom pristali, bo zavore sploh šle ven, pa kako bomo v takem režimu prišli, ampak ok, prva je bila kljukica, dobro, teren imamo, bomo že nekak, tu pa se je zadeva uvrnila v prid, tako da smo bili, rečemo, snahujšega ven, tako da v bistvu je sledil rutiniran izven letališki pristanek. V dvosedu je fajn, ker lahko malo podebatiraš, tako da jaz vedno si teren zberem, tako sem vedel, kam grem. Sem pa Damjana tudi pač vedno potipam, kaj si pa ti zbral, zakaj si to zbral, lahko podebatiraš. Časa je bilo dovolj, nekaj na 350 metrih smo dvakrat lepo v takem blagem zavoju zakrožili letališče, izven letališki teren. Odločila smo se za teren tu. To pa zato, ker je ta teren se tu vzpenjal v to stran, pa tak je fejs nagnjen, pa ima taka rebra, tu se vidite, da je sneg, tako da je, tu pa je bilo povoženo v tej smeri in zato smo se odločila nekako soglasno, da je to najbolj primerni teren, pač najbolj primerni. Za tega smo se takrat odločila, ne. Vse je bilo super, mogoče bom še rekel tu na tej sliki, evo, pristala smo tu, to je šolski krog. Drugače pa super teren tudi ta, če ima pravo vegetacijo, se gre pa z desnega šolskega kroga, pa se tu pristane, ta je tudi dovolj krog tu, ta pa nima nobenih totih prečnih, ker ta teren, ki je tu, v bistvu je to, je treba zbirati in delati, zato ker tukaj so prečni, niso tako hudo visoki in se da čez njih zapeljati, mi da smo se tu zapeljala, recimo čez, ne. Zdaj, ko se rešiš ene težave, pa mislim, da si rešen, se je pojavila nova. Namreč, če pogledamo sonce, vidimo, ko smo preletela na teren, to teren pristanka, je bil še v soncu, ko smo prišla na njega, gledajte, je že bil teren v senci, sonce pa je bilo na robu terena. In da smo pristajala z te strani, ko smo prišla v finale, smo izgubila vizualni kontakt s terenom, popolnoma, ne malo, čisto, jaz sem v tistem zaprl zavore, pri motorni bi naredil go around, ampak smo jadralni piloti, imamo samo en poskus, morajo uspeti. Tako je bila komunikacija, ti, kaj vidiš, ne nič, ko je v sprednji kabini, vseeno Damjan nekako si z rokami zakril in je prevzel palico in je letalo pripeljalo tam nekje do 10-15 metrov višine, toliko da smo se potopila pod ta sončev blesk. In smo potem takoj pristala, zdaj vedela smo, da imamo terena dovolj, da je teren dovolj dolg, tako da smo potem pač čim prej, ko smo uspela videti zemljo lepo taknila in pristala, pač želela smo pristati tu, pristala smo pa tu, tako da tudi to ena past, mogoče, da ste pozorni, takrat, ko je sonce nizko, da ne pristajate v sonce. Imela smo pač, tako kot nismo računala na to, da bomo pristala, tako smo tudi tu ne računala, da bomo še na sonce naletela, ne. Tako da je tudi to, tu se tudi vidi v tem takoj po pristanku, ki je meja sonca, ne, tako da pač to. Sam dotik je bil nežen, tako da to ni bilo problema, travnik je bil taki malo razmočen, ampak lep. Zdaj po pristanku seveda takoj sledi klicanje po telefonu, zapiranje flight plana, organizacija zemeljske ekipe. Zemeljska ekipa je, ta dan je nismo imela čisto fiksno pripravljeno, smo pa imela tisti, ki so nam zjutraj pomagali, so rekli, če ta rabla pokličite, ne, zopet prijamo do tega, pazite, pazi, kaj si želiš, ker se lahko uresniči, ne, tako da ta ekipa potem je res šla po maju.
Zdaj, ker smo, pač ko smo to vse opravili, formalnosti, smo pač se zavedali, da bo razstavljanje v temi, ker je dan relativno kratek, tako da smo se takoj lotila tega, da bi letalo čim res spravila nekako do neke boljše točke za razstavljanje, ker tisti teren je bil razmočen. Zdaj, v Lovrencu so nas, zelo hitro so nas obiskali domačini, nekaj je bilo polno, so se samo nabirali in bilo to za njih neka lepa popestritev. Bili so ekstremno prijazni, ustrežljivi. Je eden ponudil, da bi šel po 4 kolesnika ali traktor, pa da bomo pač štrikom potegnili, da nam ogurali 500, kar ni najlažji ptič. Rečem, ja, super, oni gledajo, kje bomo pa štrik zavezali, ne? Pa značeval, ni problem, imam jaz štrik, ne? Grem proti kabini in kak sem prišel do kabine, tisti dan, čeprav učim pri nas za izven letališke pristanke, da moraš vedno biti pripravljen na izven letališki pristanek, ta dan, zaradi tega, ko sem imela toliko krame, dodatno akumulator za grelce, pa vse skup, tisti rukzak, kje imam vso opremo, spravi svetilko, štrik za vleč po tleh, dal ven z aviona, pa si ga dal v kuferam v avto, ki je ostal na letališču, ne. Vse ne bomo meni pristala, tako gremo samo malo jadra. Tako da tako je hitro, tako da evo, moramo biti pripravljeni, da smo pol gurali na roke. No, razstavljanje je bilo v temi. Zdaj, svetilka je zelo prav prišla, Danilo Korošec, ki je starejši naš član, je zelo izkušen in je dobro razmišljanje doma pobral vse svetilke, ki jih je imel, tada smo imeli tiste načelke, pa to in nam je to fejs pomagalo. Mi na Zamljan smo tudi že več čas prej pripravila letalo, koliko se je dalo, zato da smo imeli hitro nalaganje. Letalo smo razstavili in se potem, no še to pri domačinih, dobili smo topli čaj, potem vodo za umivanje, smo dobili toplo vodo, ne, za umivanje, tako da res, mislim, nikaj, pomagali, ustrežljivi. No in na poti domov, tako se spodobi pač zemljsko ekipo za trud, tako da smo se to ustavili v Hočah, tako da smo popravili to formalnost, vmes smo debatirali, kak je do tega prišlo, ni nam bilo jasno, zakaj se tu šlo, zakaj je bilo tako hitro, zakaj se to zgodilo, ampak pač smo probali takoj si narediti analizo. Na letališču imamo prakso, da vsak izven letališki pristanek zavedemo v mapico o izvedenih dogodkih, tako da to smo tudi naredila, potem čakala smo prvi lepi dan, da so bile temperature nad nič, ko smo letalo še enkrat v klubu potegnila ven, smo ga potem še malo detaljno očistila, tam posebej v podvoznem delu, ker je bilo pač, ko smo ga gurali čez te krtine, pa to se je nabralo malo zemlje, da smo to odlihtala. Ta dan smo bila, tako kot smo že rekla, malo deležna različnih komentarjev v klubu, tako pohval kot tudi kritik, predvsem od pilotov, ki niso vedeli, zakaj se gre, celo neke špekulacije, da smo leteli v oblakih, pa tak, ampak jaz znam zagotavljam, da ne letimo v oblakih, tudi letalo ni opremljeno za letenje v oblakih, tako da temu zagotovo ni bilo tako. Pa še to, vrnili smo se par dni za pristankom še enkrat v Lovrenc, z vodjem sekcije Bojanom Filipičem pa Istokom Žagarom, da še enkrat malo pogledamo se terene. Nama z Damjanom pa je bil cilj, da gremo se še enkrat mogoče tem izredno prijaznim domačinom zahvaliti, da smo jim odnesla pač neke kavice, pa neke čokolade, nekaj takih dobrot. Pa tej ženski, ki je skuhala čaj, smo dali eno knjigo s spominskim zapisom. Tada mislim, da smo se jadralci lepo tam izkazali, tako da smo dobrodošli, tako da če bo bilo rado Lovrenc, naraju veziti narodu, da ste jadralci zdaj vse rodino se pa zanimalo, kaj se je zgodilo, ne? Zdaj doprej si nas pač vedel, luža po ledeni, da se lahko drsaš, ceste so lahko ledene sveče, ki dol visijo, za samo aviacijo pa z ledom pa nekako nisem povezoval, oziroma se vedel, pravi avioni to imajo de-icing, pa to funkcionira. Zdaj smo se pa prvič srečali v bistvu tak, v športnem delu za tako situacijo in nas je malo zanimalo, kak je do tega prišlo pa zakaj. In če malo pogledamo, zakaj pride do zaledenitve, mora biti nizka temperatura, jasno kot 0 stopinj, potem rabimo neko vlago, več ko je, več je teh možnosti. Zdaj sama oblika letenja, pa hitrost, zdaj bolj hitro, ko letimo čez, več tega poberemo in če malo pogledamo graf, vidimo, da je največja verjetnost od 0 stopinj, pa tu nekje do -20, to je največja verjetnost, da bo do zaledenitve prišlo.
potem više gor, ko smo, je že bolj hladno in so kapljice že toliko primrzne, se več ne prijemajo, se pravi, da drsijo po letalo in ta možnost ni tak nevarna, ali pa če so nižje, pa pač vodiki dežja. Še to mogoče, da kapljice, ko so podhlajene, ne, če so še precej v tekoči obliki, se ob mrzlem letalu prilepijo, pa se začnejo lepiti skupaj, više, ko pa smo, pa se pač so že te kapljice malo primrznene, že dobijo neko obliko in se potem nalagajo eno na drugo. Zdaj samo vpliv poledenitve, jasno je, da ko se nam to nabere na letalo, da nam podere aerodinamiko, ne, s tem tudi ta let, se pravi, zgubimo performanse letala, potem ta let ima neko težo, posledično zaradi oblike imamo manj vzgona, potem let se lahko nabira tudi kje na propelerjih, ali pa na kakšnih delih lahko povzroči vibracije, lahko se nam tudi kje nabere še na vetroorganskem steklu, imamo pisalicev. Ja. Samo eno razmišljanje, prej si v menu, da dejansko samo vrtišče palce naprej. Kakšne težišče sta mene? Se vidi, da ste kar lahko pilotova. Ja, ampak je 500... Prva misel je bila, oziroma vprašanje, ki ga imam, ko ste pristali, je bilo še kaj ledu na krivi? Ne, avion je bil čisto suh. Letalo se je posušilo praktično prihodu v šolski krok, je že bilo... Škaj, eno misel, ki jo imam, je, da bi bilo zanimivo zračunati, koliko ledu imaš lahko na repnih površinah, da imaš CG toliko od zadaj. Spravi, ti si lahko imel ful repno težišče. Ne? Ja, 500 taki avion, da ima v bistvu ogromen, prvo A ima ogromen rep, B ima dva repna rezervarja, ima za kompenzacijo vode, pa še za kompenzacijo vode v krili. Se pravi, mislim, dva ima za kompenzacijo teža pilotov, pa kompenzacijo vodnega balasta, dva ločena in oba sta bila prazna. Tako da letalo je bilo načeloma na prednji centraži. Tako sem to pač reči, da dosti krat se pogovarjamo dejansko ajsiku na krili, pozabimo pa na repne površine, nas ki lahko hitro kontrolira težišče. Ja, nekaj se tu definitivno zgodilo, zdaj ali bila res teža leda toliko, da je letalo v bistvu spomni se, da bo treba palico naprej, četrte pa res, da vse se je zgodilo hitro, na to nismo bili pripravljeni, tako da lahko zdaj samo malo probam podoživljati nazaj, pa malo evo lahko podebatiramo. Evo, zdaj čiste let smo rekli, se pravi, ko so vodne kapljice fejs podhlajene, pa trčijo z mrzlo površino letala, se ta kapljica prelepi in dodatno zamrzne in potem se te kapljice med sabo povežejo, imajo čisto strukturo. Zdaj, ta let je zelo težek, fejs močno se prime površin, zdaj jasno je, da pač, ko se nabira, nam spremeni vzgon, poveča nam opor, dodatno težo nam naredi, pa še lahko kakve vibracije povzroči. Če so kapljice že podhlajene, pa že imajo strukturo med sabo že kar precej pomrznjeno, pa če mi to poberemo, se te kapljice prelepijo gor na površino letala. Te kapljice se ne razlezejo, ima bolj tako mlečnato videz, so bolj lahke, se pravi, nimajo take težo. Fejs imajo pa velik volumen, ne, in nam fejs pokvarijo aerodinamiko, ker so pač po volumenu precej velike. Zdaj, v praksi je tak, da dobimo kombinacijo, ne, ni samo eno, pa samo drugo, ampak staknemo obojno, se pravi, da imamo čisti let in juje. Zdaj, dobimo seveda negativno od obeh, se pravi, dobimo težo, dobimo slabo obliko, dobimo slabo odstranljivost, tako da je to bolj praktični primer. Je pa tako, da se vidimo, da se ta let nabira načeloma na prednjih robovih, se pravi na prednjem robu krila, na antenah, na takih stvareh. In drugi pogoj je, da zdaj pa, če pogledamo našo letalsko krilo, smo videli, da smo imeli zaledeneli cel avion, ne? Ni bilo samo po prvem robu. Plus to, ta zaledenitev se pojavi, če letimo čez padavine v oblaku. In da sem letela pred oblakom na čistem. Naslednja vrsta leda je slana, tu pa je v bistvu taka belo juje in lahko nastane, če hladno letalo spustimo v bolj topli zrak, se lahko potem taka zmrznena glas pojavi na letalo, ali pa če letalo parkira zunaj. Tu pa je že, evo, če pogledamo sliko tega letala, pa sliko našega krila, so pa že zelo podobni, ne? S
S tem pa, da midva se nismo spuščala, midva smo letela normalno v dviganju na valu. Je pa res, da se na tisti dan, to je bila že 4. ura letenja, temperatura je bila minus 18, praktično več kot 3 ure, tako da je bilo letalo dejansko podhlajeno. In vprašali smo tudi za mnenje meteorologa, ker nas je zanimalo, želeli smo narediti analizo, kaj se je zgodilo. Obrnili smo se na Uroša Brzanta, to je samo en izsek iz njegovega poročila. In on opisuje ravno to, da je njegovo mnenje, da je v tem primeru prišlo do pojava slane, s tem pa, da midva se nismo spustila, je pa njegova teorija to, pač letalo je bilo več ur na nizki temperaturi, kar je bilo. Bila smo na privetrni strani oblaka, kjer se je topli zrak dvigal in je šel topli zrak čez hladno letalo. Letalo je bilo v tem primeru kot baza, se pravi, da se je začel kumulirati led. Tako da bi v tem primeru rekli, da je to najbolj verjeten pojav, zakaj je do tega prišlo. Zdaj to poročilo, ki smo ga napisali, jaz sem ga malo poslal parim medranim prijateljem, tako da ne vem, če ga kdo nima, lahko reči, pa mu ga še pošljemo, si ga lahko celega prebere, ki smo ga naredili za klubske potrebe. Zdaj, kako se temu izogniti, seveda probamo zdaj z tega neki nauk potegniti, da bi smo naredili, ne bi se zgodilo, potem smo naredili analizo, zdaj pa probamo narediti neki nauk, da bi se temu izognili, in to je tudi ena izmed točk mogoče danes, da smo bolj varni jutri. Če se že pojavi ta poledenitev, se moramo iz tega področja obmakniti. Zdaj pravi aviaci imajo tako, da greš nad tisto področje, pri nas ravno letalo to ni spremljivo, se pravi, se probamo spustiti pod to področje. Zdaj probamo čim prej oditi z te poledenitve, da smo čim manj časa na tem področju. Zdaj, če že letimo, moramo leteti preudarno, ne prehitro, ker ga bomo nabrali še več, pa ne prepočasi, ker se zmanjšuje vzgon na letalo, se pravi, moramo tudi to paziti. Če se let že nabira, se izogibajmo ostrim zavojem, premale hitrosti, ker letalo nima takih performans, kot je imelo pred tem. Tudi če bomo morali pristajati s takim letalom, imamo neko rezervo hitrosti. In če zaključimo, pa mogoče to z neko tako mislijo za našo športno aviacijo, ker nimamo de-icinga, pa tudi to bi jaz rekel, da najboljša zaščita za poledenitev je pilot, se pravi, mi smo tisti, ki take situacije probamo uvideti. In če že vidimo, da se let nabira, se omaknemo. Če let ne popusti, ko smo se omaknili, pa probajmo pristati čim prej, dokler še lahko. Videli ste v našem primeru, kako hitro se zadeva pokvarila, mi smo najprej mislila samo malo se iti posušiti. Na koncu smo pa komaj do terena prišla, se lahko zelo hitro konča kako drugače, tako da se res rejši pristavimo, pa gremo naslednji dan zopet leteti. Tako da, evo, jaz bi s tem zaključil. Želim vam veliko lepih pa varnih pristankov, pa ne glede na to, kje. Hvala lepa za obisk. Priznanja oziroma papiri so tam zadnji, tisti, ki ste se prijavili, tisti, ki vas ni prijavili, vidite do mene, da jaz vam papir napišem. Spodaj vas pa kosilo čakam. Hvala.